Pozdravljeni na Fakulteti za farmacijo, kjer vas bova z mojim sodelavcem v naslednjih nekaj minutah popeljala skozi svet zdravil prihodnosti. Najprej si bomo pogledali magnetne nanodelce, ki jih lahko vnesemo v telo in jih potem z magnetom pripeljemo do želenega mesta, kjer ti nanodelci delujejo in pomagajo zdraviti bolezen. Magnetna tekočina, ki je sestavljena iz nanodelcev, ki so osnovani na železu, se takole ob izpostavitvi magnetu lahko premika po raznih epruvetkah in stekleničkah. Če to magnetno tekočino vnesemo v telo, jo lahko potem s pomočjo magneta vodimo do določenega dela v telesu, kjer potem s to magnetno tekočino zdravimo bolezen. Magnetna tekočina lahko v laboratoriju, če jo takole izpostavimo magnetu, tvori takšne bodice oziroma veje božične smrečice, lahko pa jo tudi zavrtimo, da malce popleše, kot je vidno na tem posnetku. Če magnetne nanodelce izpostavimo magnetu in približujemo magnet, se ti nanodelci razporedijo različno in zato se tudi spreminja njihova barva, tako kot so to prikazali naši kolegi iz Inštituta Jožef Stefan in podjetja NanoSci. Kako so se vam zdeli magnetni nanodelci? So v redu zaplesali v laboratoriju? No, v naslednjih minutah pa vam bo moj sodelavec pokazal, kako se naredijo magične kroglice in magični črvi in kako lahko v te magične kroglice in črve vgradimo tudi te magnetne nanodelce, da tudi kroglice malce zaplešejo. Za izdelavo magičnih kroglic potrebujemo raztopino natrijevega alginata, to je en polimer, ki ga dobivamo iz alg, in malo vode. Poglejmo si, kaj se zgodi, če vzamemo par kapljic raztopine in jo nakapljamo v vodo. Če dobro pogledate, še malo bolj od blizu, boste videli, da se ne zgodi prav nič. Sedaj pa bomo vzeli drugo epruveto, v kateri imamo že raztopino neke druge snovi in naredili isto. Poglejmo, kaj se zgodi. Če tole malo pomešamo, boste videli, da so začele v tej raztopini nastajati kroglice, ki plavajo na vrhu. Le kaj bi lahko počeli s takšnimi kroglicami? Dodajmo jim nekaj barvila. V stekleničkah imamo zbranih nekaj barvil in vsakemu od barvil bomo dodali enako raztopino polimera, ki smo ga pokazali na videu. Barvila in polimer bomo zelo dobro zmešali, tako, da se bo lepo obarval. Kot vidite, imamo zeleno, modro, rumeno in rdeče barvilo. V zadnji steklenički pa nas čaka nek bel prah, temu pa bomo rekli barvilo presenečenja. Takole, sedaj pa to dobro zmešamo in počakamo, da se vse lepo raztopi. Barvila so se zdaj že zelo dobro raztopila, tako da smo dobili različno obarvane polimerne raztopine. Tale zadnja z barvilom presenečenja pa vidimo, da še ni spremenila barve. Torej, spet lahko vzamemo našo epruveto, s katero lahko izdelamo kroglice in vzamemo par kapljic barvila. Pa poglejmo, kaj se zgodi. Poglejte, kakšne lepe rdeče kroglice. Poglejmo, kaj se zgodi, ko kanemo takšno kapljico v čašo, ki se ves čas meša.
dobimo take lepe rdeče kroglice. Dajmo malo povečati hitrost mešanja, da bojo zaplavale po celotni čaši. Ker smo izdelali še rumene kroglice, lahko dodamo še nekaj rumenih kroglic v raztopino. Ali pa mogoče modrih. In za konec še kakšno zeleno. Dobro jih zmešamo. In izdelali smo magične kroglice. Poleg magičnih kroglic lahko izdelamo tudi magično glisto. Kapalko porinemo v čašo in iztisnemo in dobimo glisto. Wow. Lahko poskusimo tudi z modro. Dobili bomo modro glisto. Pa še enega zelenega črva. Kaj probamo še z rumenim? Ja. Takole. Dobili smo magične gliste. Te gliste lahko vzamemo ven in dejansko, če jih vzamemo iz raztopine, dobimo glisto. Ostalo nam je še barvilo presenečenja. Kot vidite, je alginatni polimer ohranil barvo. Nič se ni barva spremenila. Pa naredimo še nekaj kroglic s tem polimerom. Ko to kapnemo v raztopino kalcijevih ionov, ugotovimo, da so nastale sfere, ki počasi, ampak vztrajno spreminjajo barvo. Lahko dodam še nekaj kapljic svežih in poglejte, kako se na začetku sploh ne vidijo. Potem pa dobro opazujte in postale bodo vijolične. Nekaj magnetne raztopine iz prejšnjega posnetka smo zmešali z našim polimerom za izdelavo magičnih kroglic, zato se je vse obarvalo tako močno rjavo. Ampak sedaj lahko probamo, če se s temi kroglicami da izdelati tudi magično kroglico. No, dobili smo eno lepo magično kroglico. Ampak kaj je posebnost te kroglice? Kroglice lahko premikamo z magnetom. Tole, kar držimo v roki, je magnet, ki je izredno močan. In če ga približamo takšni kroglici, se bo kroglica premaknila po čaši. Sedaj jo lahko z magnetom praktično vozimo po čaši. Če magnet spustimo, bo kroglica potonila. Če jo prestavimo drugam,
nam bo praktično ves čas sledila. Takole, če malo dvignemo, bo kroglica ostala potopljena. Sedaj pa, ko odmaknem magnet, kroglica priplavlja nazaj na vrh. Poskusimo še enkrat. Kroglico potopimo v vodo, jo z magnetom prestavimo na dno. Ko pa magnet umaknemo, kroglica prisplava nazaj. Sedaj bomo probali izdelati še magnetnega črva. Vzamemo eno majhno petrivko, vanjo vstavimo kapalko in izdelamo črva. Pravi, izdelali smo magnetnega črva in smo ga postavili na magnetno mešalo. Poglejmo, kaj se bo zgodilo z njim, ko magnetno mešalo prižgemo. Dobro opazujte svetlobo. Lahko spremenimo hitrost mešanja mešala. Vidimo, da se črv sicer ne vrti, ampak prihaja do nekega nihanja svetlobe. Če hitrost mešala upočasnimo, vidite, da tako počasi pulzira svetloba v črvu, potem pa hitrost povečamo in se to pulziranje svetlobe poveča. To se zgodi zaradi delcev, ki so magnetni in izredno majhni. Ti delci se nahajajo v črvu, zato naš črv mižika. Poleg magnetnih nanodelcev in magičnih kroglic pa je za prihodnost zdravil in zdravljenja zanimiv tudi 3D tisk, ki si ga bomo ogledali v naslednjem posnetku. S 3D tiskanjem lahko izdelamo tudi zdravila. 3D tehnologijo ste sigurno že kdaj spoznali. Z njo lahko izdelamo praktično kakršenkoli 3D objekt. Lahko ga uporabljamo za tiskanje takšnih molekulskih formul ali pa po novem preučujemo tudi možnosti uporabe te tehnologije za izdelavo zdravil. V našem primeru bi radi izdelali tako ploščico, na kateri se nahaja ta neka nosilna podlaga in tole belo zdravilna učinkovina, ki bi jo potem pacient zaužil, prav tako kot tableto. 3D tisk deluje na principu taljenja materijala. Imamo tole vrvico, ki ji pravimo filament. Ta filament se pri zelo visoki temperaturi raztali in se nalaga po plasteh po samem materialu. In tako z izdelavo posamezne plasti lahko izdelamo izdelek. V našem primeru bomo izdelali zdravilo, ki bo v obliki filma in se bo na njem nahajala zdravilna učinkovina. To bi lahko v prihodnosti uporabljali v lekarnah in s tem izdelovali zdravila, ki bi bila personalizirana. To pa pomeni, da bi vsakdo dobil zdravilo takšno, kot ga dejansko potrebuje. Tukaj ste. Z mojim sodelavcem upava, da so vam bili magnetni nanodelci, magične kroglice in 3D tisk všeč in da ste uživali v našem skupnem raziskovanju zdravil prihodnosti.